V kriptosvetu je treba biti previden, zelo previden. Goljufi prežijo na vas in zaradi tega ste lahko tudi ob ves denar. Pridružite se mi v tej posebni epizodi, kjer vam bom pokazal, kako se lahko obvarujete pred njimi in na kaj vse morate paziti. Pri vlaganju v kriptovalute lahko postanete žrtve goljufij, ki vam lahko povzročijo velike izgube, ogrožen finančni položaj, stres, sram, jezo ali celo depresijo. Zato tudi je zelo pomembno, da se naučimo prepoznati tipične kriptogoljufije in zaščititi svoj kapital. Goljufi najraje ciljajo prav na začetnike, predvsem starejše ljudi. Goljufi jih skušajo premamiti z zgodbami o hitrem zaslužku in pridobiti njihovo zaupanje. Najpogostejše goljufije pa so goljufije po telefonu, tako imenovani phishing napadi in vdori v menjalnice ali denarnice. Za boljše prepoznavanje varnostne grožnje bom najprej kar predstavil tipičen primer goljufije preko telefonskega klica. Ponavadi se začne tako, da prejmete klic iz tujine. Sicer to ni pogoj, goljufi lahko kličejo tudi preko telefonskih številk iz slovenskega omrežja, zato moramo biti pozorni na vsak klic, kjer nam telefonska številka klicatelja ni znana. Goljuf se ponavadi predstavi kot investicijski svetovalec ali uslužbenec določene kriptoplatforme in ponavadi slabo govori slovensko. Žrtev na to želi prepričati, da odpre račun na neki platformi in vanj vloži denar, najpogosteje Bitcoin. Pogosto goljuf žrtvi tudi reče, da ima že odprt račun, kjer je nekoč vložila denar in je zdaj ta investicija zrasla in da mora nakazati določen znesek, če želi sedaj ta denar prejeti. Daleč najnevarnejši korak pri tej goljufiji pa je, ko goljuf žrtvi nudi pomoč pri postopku in tako celo prepričajo žrtev, da na svojo napravo namesti eno izmed orodij za oddaljen dostop, recimo AnyDesk ali TeamViewer. Žrtvina investicija se nato prenese na zunanjo denarnico, ki je v lasti goljufov pod pretvezo, da bodo ta sredstva oplemenitena. Nato goljufi zavajajo žrtve z lažnimi posnetki zaslona, ki prikazujejo namišljen dobiček in s tem žrtve prepričajo v še dodatna vlaganja. Se pa stvari hitro obrnejo takoj, ko žrtev želi dvigniti denar. Goljufi takrat prekinejo vse stike in se ne javljajo več, žrtev pa tako ostane brez denarja. Pogost je tudi trik, da žrtvi v momentu, ko želi dvigniti denar, prikažejo umetni padec njihove investicije. In kako se zaščitite pred tako prevaro? Bodite pazljivi, ko vas kliče neznana številka, prevaranti ponavadi slabo ali pa sploh ne govorijo slovensko, se ne predstavijo ustrezno in ne razkrijejo, kako so prišli do vaše telefonske številke. Nikoli ne delite oddaljenega dostopa do svojega računalnika z neznanci. Če vas kdo, ki je vam neznan, zato prosi, nemudoma prekinite stike. Nikoli po telefonu ne delite svojega gesla in osebnih podatkov. Ne pošiljajte denarja, če niste prepričani, da gre za legitimno menjalnico. Vedno preverite identiteto oseb, ki vam ponujajo naložbene priložnosti. Če gre za kriptomat, pišite na support@kriptomat.io. Ne verjemite ljudem, ki vam garantirajo ali obljubljajo donose. To je zelo pomembna točka. Naslednji pogosti napadi so tako imenovani phishing napadi. Ti se ponavadi odvijajo preko elektronskih ali SMS sporočil, kjer se goljufi pretvarjajo, da so predstavniki menjalnice ali denarnice in vlagatelje zavajajo, da razkrijejo svoje prijavne podatke. To pa storijo tako, da pošljejo povezavo na lažno spletno stran, kjer naj bi se vlagatelj registriral ali pa ponastavil svoje geslo. Ti napadi se lahko izvršujejo tudi preko družbenih omrežij, recimo goljufi ustvarijo lažne profile vplivnežev ali podjetij na Twitterju, Telegramu in tako naprej. Ali pa da izkoriščajo imena znanih oseb, na primer Luke Dončića, da lažno prikažejo, kot da ta oseba podpira njihov projekt. To je še posebej preko oglasov na Facebooku. Potem tudi pošljejo zasebna sporočila, da uporabnike zvabijo na lažne spletne strani, kjer bodo poskušali pridobiti prijavne podatke, zasebne ključe denarnic,
ali podatke bančne kartice. Tudi Google in Facebook nista imuna na to. Ogromno je primerov zadnje čase, sploh na Facebooku, kjer prevaranti žrtve zvabijo preko oglasov. Na Googlu so to ponavadi oglasi za prevarantske spletne strani, ki se pojavijo na vrhu rezultatov iskanja. URL lažne spletne strani bo na to le rahlo drugačen od dejanskega URL-ja, česar pa mnogi ljudje tega ne opazijo in s poskusom prijave v račun goljufom razkrijejo občutljive podatke. Pred temi goljufijami se lahko zaščitite na sledeče načine. Ne klikajte sumljivih povezav v nezaželenih poštnih sporočilih ali SMS-ov. Ne vnašajte gesel in podatkov svoje bančne kartice na sumljive strani. Ne klikajte na sponzorirane povezave v Googlu do kriptoplatform, menjalnice, denarnice, druge kriptoprojekte. 3-krat preverite, da ste na pravilnem URL-ju. Recimo, lahko se znajdete na URL-ju kriptomat.io, kjer sta 2 i-ja notri. Tako tudi ne opazite, da je stran lažna. In še zadnje, za kriptotransakcije se izogibajte javnim brezžičnim omrežjem, ker so slabo zavarovana. Kot zadnje imamo še vdore v menjalnice in denarnice. Najbolj pogosto gre za vdore v slabo zavarovane račune ali če uporabnik sam razkrije prijavne podatke, ker zaupa goljufu, torej imamo tudi tukaj neko povezavo s phishing napadi. Odvijajo se pa tako, da goljufi vdrejo v uporabniške račune, ki uporabljajo šibka gesla in ne uporabljajo dvostopenjskega preverjanja. Drugi način je, da napadalci izkoristijo ranljivosti v programski opremi menjalnice ali denarnice, da pridobijo dostop do sredstev in osebnih informacij uporabnikov. Pri kriptomatu prav na ta račun uporabljamo številne varnostne mehanizme, s katerimi preprečujemo vse vrste napadov. Pred temi napadi pa se lahko zaščitite na naslednje načine. Ustvarite edinstvena in močna gesla za vsak račun povezan s kriptovalutami, menjalnice, denarnice in povezani e-poštni računi. Omogočite dvostopenjsko preverjanje na vseh računih povezanih s kriptonaložbami. Ne delite svojih gesel z nikomer, sploh pa ne z neznanci, ki vas kličejo po telefonu. In še zadnje, ne delite podrobnosti svojih naložb na družbenih omrežjih. To precej pogosto vidim, ko se nekateri ljudje dobesedno hvalijo. Zaupal vam bom še pomembne korake, ki jih morate upoštevati vsakič pred in med opravljanjem kriptotransakcije. Prvi je, preverite vir, ali priložnost za naložbo prihaja iz zaupanja vrednega in preverjenega vira. Ali je platforma, ki jo uporabljam, zaupanja vredna in varna? Sem preveril URL-je in e-poštne naslove? Drugič, zavarujte svojo napravo. Ali uporabljam varno napravo z ažurirano protivirusno programsko opremo in požarnim zidom? Ali sem na varnem in zasebnem Wi-Fi omrežju? In tretjič, uporabljajte močna edinstvena gesla in dvofaktorsko avtentikacijo. Ali so vsi računi, menjalnice, denarnice, e-pošta zaščiteni z močnimi edinstvenimi gesli? Ali je dvofaktorska avtentikacija omogočena na mojem borznem računu? Med samo transakcijo morate skrbno preveriti tudi sledeče. Ali sem skrbno pregledal podrobnosti transakcije? Sem 2-krat preveril vsak znak v prejemnem naslovu? Ali so provizije pregledne in razumne? Zdaj veste, katere so pogoste goljufije in kako se zaščititi pred njimi. Upamo, da smo vam odgovorili na večino vprašanj. Če pa ostaja še kakšno, ki je morda za vas pomembno, nam kar napišite spodaj pod komentarje in z veseljem bomo odgovorili nanj. Poznaš morda še koga, ki je komaj začel z vlaganjem v kriptosvet? Deli ta video z njim, da mu bomo skupaj tako pomagali pri boljših naložbenih odločitvah. V naslednjih videih si bomo podrobneje ogledali še, kako spremljati svoje naložbe, še bolj bomo razkrivali goljufije, tudi odgovore na zelo pomembno vprašanje, kaj je denar. Ne bo se jih splačalo zamuditi, zato res predlagam, da se naročite na kanal Kriptomat Slovenija in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam in se vidimo v naslednjem videu.